Ja, na našega službenega imam kar lepe spomine, veš. Bili smo, mislim, vse posod, tudi v Maroku. Ja. In zdaj je tukaj že druga generacija. Pri nas bosta na voljo dva 4-valjna TDI motorja in en V6, vleče lahko prkolco do 3,5 tone, pa dejansko je zrasel vse smeri, razen v širino, da ga pa lahko vlada tudi Anže. Dej nehi, da ne boš zdaj tekmovati. No, jaz sem pa med prvimi vozil Ioniq 6, ki je v bistvu Ioniq 5 z bolj položno streho, Ioniq 5 pa zato, ker si delita platformo pa tehnologijo, vsaj večino, tudi cena je skoraj identična. Je pa tak forski za pogledati, pa noter ima res veliko prostora. No, druga stvar je pa ID3 Volkswagen, ta je tudi zdaj nov, zunaj sprememb skoraj ni, jih je pa veliko več noter, večji je zaslon, pa vmesnik so malo polikali, pa materiali so boljši. Drugače ima pa Peugeot E2008 pri nas novo baterijo, nov elektromotor, ki je bolj zmogljiv in najbolj zanimivo je to, da je električni zdaj dejansko bolj poceni in ga subvencijo dobi že pod 30 jurjev. Torej je ta velika subvencija. Ja. Res je tudi, da je pri nas Jeep Avenger zdaj na voljo z benzinskim motorjem in z ročnim menjalnikom in da je to dejansko drugi najmanjši Jeep v zgodovini znamke, takoj za Willisom. Sam nima pa 4-kolesnega pogona. Dobro, pravijo, da ga bo mogoče imel kasneje. Drugače je pa pri nas tudi nova Kona, dejansko je daljša za 15 cm, kar pomeni, da je več prostora v notranjosti. Prtljažnik je večji za skoraj 100 litrov, pri nas je zdaj na voljo z benzinskim motorjem, s hibridnim in z blago hibridnim, kasneje pa pripelje tudi električna izdaja, grem glih v ponedeljek pogledati, kako izgleda. Kdaj zdaj prije Jeep 4-pogonc? Je po mojem po faceliftu, ne?